Dobrodošli na sveti večer tudi pri nas na učno-ekološki kmetiji pri Fridi v Zgornji Ročici pri sveti Ani Slovenskih Goricah. Naša kmetija je dan danes butična kmetija. Nekoč v prejšnjem stoletju je bila velika kmetija, potem smo rahlo bil opad kmetijstva in tako, da so se z ženo odločila, da bova nekje pričela ohranjati dediščino za naše zanamce. In vemo, da je dediščina vez z preteklostjo in tukaj na naši kmetiji je prav nekje vse se to dogaja preko učnih delavnic in pa z obiskom naključnih obiskovalcev. Ja, kot vidite, je tukaj naša dediščina. Imamo predstavljene v prvi vrsti naše izdelke, ki izdelujemo, to so polsteni izdelki iz domače ovčje volne. Tukaj so vložki za čevlje, potem copati po naročilu, potem so tukaj ovčke, vemo, da je ovčka svetopisemska žival, potem so tukaj velikonočni zajčki, nekaj novega imamo tudi, antistresne volnene žogice, ki so polnjene z lanom in pa z sivkom. Kot vidite, tukaj je tudi nekaj starih predmetov, ki so jih nekoč uporabljali naši predniki, kolovrat, potem babičina skrinja, nekoč, ko je dekle dobilo na domačiji, ko je odhajalo nekaj za popotnico, za doto. Potem tukaj smo poklonili naši babici Fridi, ki je preminila lani, prav njej v spomin. Tudi vse predmete, ki so bili uporabljeni v preteklosti in jih ona uporabljala. Vidite, to je en splet, ko je nosila še volneni tudi. Tako, kot ste menda opazili, tudi imamo nekaj zgodovinskih predmetov, postena in pa tudi razne fotografske materiale, kako je nekoč bilo pri nas, pri sveti Ani v centru, kako se je obnavljalo. Če smem še vam pokazati, tukaj so pa ročne statve. Ročne statve, ki so nekako kopija tistih velikih statev, ki bomo jih kasneje videli tam v muzeju. Tukaj je naš, nekako smo poimenovali gospodinjski muzej in spomin na našo babico Frido. Babica Frida, ko nas je lani zapustila v 96. letu in zelo rada tudi še pred 5 leti je rada predla, se sedla za kolovrat in pokazala tudi šolskim skupinam, kako se prede, kako se nekoč ženske zbrale ob zimskem času, ker predlo se je tam nekje začelo po novem letu in do svečnice je morala biti preja gotova. No, kot vidite, tu imamo mi prikazano vse postopke. Dol je surova volna, potem se volna v deževnici opere, potem je že čista volna, ki je posušena v senci, malo na soncu in tukaj vidite, imamo pa tudi barvano volno, z rastlinami barvamo, z raznimi vrstami rastlin, da potem dobimo rjavo, zeleno, rumeno in tako naprej, da potem tudi dodamo copatom, ko so malo nijanse, če kateri želi po naročilu mogoče kakšne zelene, rumene za otroke, ne. No, tu zgoraj je motovilo, ker seveda se je mnogo predlo nekoč na kolovrat. Na kolovrat, ker vemo, kot vidite, imam tudi jaz volneno jopico, ki mi je žena spredla pred 10 leti za rojstni dan. In potem vemo, da smo otroci nekoč pred 50 leti v šoli hodili z volneno kapo na glavi, z volnenimi nogavicami in pa seveda z volneno jopico, ampak jankarom, ko mi pravimo tukaj pri sveti Ani, ne. To je en del, to je na desni strani, kot sedaj vidite, ker pa tudi ohranjamo stare poljščine, lan, ko ga že gojimo nekako 12. leto oziroma 15. leto na kmetiji.
Lan pa je prišel na ključ na kmetijo, ker smo vključeni v etnografsko skupino turističnega društva in smo nekako pred 15 leti obujali tudi te stare šege in navade, ta kmečka pravila in smo potem z ženo posejala malo na gredici lan, tako da smo lahko potem prikazali. Tukaj je opis lan skozi zgodovino, ko so potem šolske delavnice, da si lahko preberejo. Lan, vemo, to je že ena rastlina, ko je bila gojena 5000 let pred Kristusom, pred našim štetjem. In so zgodovino je zdaj mogoče predolgo, da bi to razlagal. Kot vidite, tukaj je laneni prt, ki je nekje star blizu 90 let. To vemo, lanene rjuhe so bile zelo dobrodošle takrat, ko so bili ljudje bolani po zimi in je vpijala vlago, ne. Laneno platno, potem seveda, če želimo dobiti laneno platno, je 10 postopkov prej, ko tako platno narejeno. Kot vidite, žena tukaj, to je en taki postopek, vmesni postopek, to so lanena stebla, ki so potem oskubljena semeni več tukaj. Tu se je potem plehalo, da so potem postala nekako bolj mehka. In se je potem na lenišnica, to so take zgradbe bile, trlo. Žena prikazuje en del tega trenja lanu, ne. In to potem, ko vidite, to potem gre na eno tako česalo, da se potem tale kozder izloči, to je kar pika, ne, in da potem, to pa potem gre na kolovrat, ko so ženske potem predle na kolovrat in so naredile take niti, kot so tam zgore, na primer volna na tistem motovilu, ne. Želel bi povedati tudi eno tako hudomušno misel, ko so nam prenesle te ženice, ki so hodile tret. One so se zbrale nekje zjutraj ob 3. uri na lenišnici, ker jih je gospodar prejšnji dan naprosil in so rekle gospodarju, čuj, zdaj pa me ne bomo pile čaj z šnopsom, ampak nam mora skuhati šnop s čajem, ne. Potem pa veste, kakšne so že bile proti jutru. In seveda, ko so videle, da se že svitalo in je šel kateri moški doli, predvsem na moške so imele, ne, in so vzele tole eno tako kepico, to je bilo bolj tako seveda pikečo, ne, so 3, mogoče 2 letele za njim, hlače mu dol slekle in mu natlačile to med noge, tako da je šel kar široko domov, ne, pa ženi ni upal povedati, kaj se mu je zgodilo med potjo. No, to je en taki mali pripovedni del, ena taka hudomušna zgodba, ki je tudi bila sestavni del naših prednikov, prednic, da so potem bile nekako dobre volje, ko so zaključile z svojim delom in odšle domov. Tukaj zadaj pa vidite statve, potem je to potem nadaljevalni postopek, ko so potem tele niti naredile na kolovratu ženske, so pa potem odnesle k temu tkalcu, ker tkali so pa večinoma moški. In so po naročilu platno naredili, iz tega platna so pa potem naredili brisače, kikle, jenke, ne, mi pravimo, srajce, tudi moški, ne, vemo, tu je tudi anekdota mogoče, ko so tisti težki boji bili, ko so moški šli na fronto, da so si oblekli lanene srajce, da bi jih ne bi krogla prebila, samo to je malo verjetno. In pa tudi porodnice, ko so šle roditi, so si oblekle tiste lanene srajce, ne. Lanena semena, mi še na kmetiji uporabljamo samo lanena semena, tako da je to tudi malo tržimo, ne. Je pa tudi en običaj, da so nekoč mladoporočence, ženina in nevesto posipali z lanenimi kroglicami, ne. Tu vidite zgoraj imamo to, tele kroglice, tu notri je seme, ne, 10 semen. To je krtača gredeša, ki je en postopek, da se mora prej volna pokrtačiti, da se lepo potem na kolovratu tudi nit vleče, ne. Pa potem so, ko je končano, se pa potem nastane ena taki svitek, mi pravimo, ne.
Dobro večer, Bog daj, čujte no pesem zdaj. Božični sveti čas pride do nas. Božični sveti čas pride do nas. Kateri ste čakali, da bi veseli bili, da bi tudi enkrat v večnosti bili, da bi tudi enkrat v večnosti bili. Jožef, Marija bila, uboga popotnika, uboga popotnika, sta v Betlehem šla. Uboga popotnika, sta v Betlehem šla. Notri v štalici Jožef kvartir dobi in tam se je Mesija rodil. In tam se je Mesija rodil. Komaj star 8 dni, pa že preliva kri in to presladko ime Jezus dobi. In to presladko ime Jezus dobi. Mi se poslavljamo, lepo vas pozdravljamo. Bog vam daj lahko noč in Božjo pomoč. Bog vam daj lahko noč in Božjo pomoč. Sedaj smo v Poljedelskem muzeju. Tu smo si nekako mislili, vse te, ko vidite tukaj v tem muzeju, vsa ta orodja, ko so jih nekoč uporabljali naši predniki, naš dedek in babica, imamo razstavljene in smo nekako po vrstnem redu. Od setve do žetve. Tukaj, na primer, je sejavnik, da ko se šlo na njivo, se posejalo, potem je že srp, ko so šle žanice tam nekje v začetku julija, žet, vemo, da se prvo želo, da so žanice bile na njivi, potem tukaj je moški del oziroma kosa z tem podaljškom, da je lepo padalo žito, klasje, ne da so lepo snope imele ženske, potem da so povezovale. Tu so vile, se tudi uporabljale. Seveda brez pletenke ni moglo biti, ne, da je bila žeja, tudi seveda vročina je bila. Tu te grablje, velike grablje, to so pa morali otroci vleči po njivi, ko se je potem pokosilo, poželo, ne, snopje so v stave naredili in so otroci imeli zadolžitev, da so vsaki klas je moral biti na njivi pobran. Ne? In so nam včasih rekli starejši, če boste pridni, boste dobili za Anino medico. Vemo, to je sveta Ana in takrat je žegnanje in tam je bilo nekaj vrhunskega. Edinstveno je bilo, da si lahko ti medico spil, ne, v tem žegnanju. Tu hranjamo, to so snopi pire, ki smo pred leti tudi imeli. Tu še je potem tale resasta pšenica. En postopek potem je tudi sovpada, ko so pripeljali snope domov, ne, so potem, prvo je bilo nekoč, da so z cepmi mlatili
po teh snopih, ne, to so in sta dva, na primer, tako, ne, to bi zdaj še tam na drugi strani mora eden biti, ne, in so po snopih udarjali, da se je izlušilo potem to seme iz snopja, ne, in ko sta dva mlatila, ne, je udarjala je pika pok, ne, ko pa so štirje z cepmi udarjali, pa je bilo pika pok, ne. To je nekje prenos teh misli naših prednikov, ne. Vemo pa, da je tudi nekoč bilo dosti slamnatih streh in so morali narediti potem to čisto slamo, nekaj takšnega, ne, to sicer ni, ampak je približno nekaj bilo, da so potem z to slamo pokrivali strehe, ne, in so potem tudi izluščili razne tisti plevel vun, to se reče fajmašter, mi pravimo temu lesenemu rodju fajmašter, ne. To je rezni stol, ki so pa tudi potem lepo naredili, da je bila slama enakomerno dolga, ne. To s tem. Pa tudi se potem uporabljalo pri živini, da so potem za... Tole je pa redusa zgoraj, tole ne, da so potem, ko so bili na gumli, smo pravili, da se je potem presejalo, da se je potem tisto čisto zrno vun šlo skozi tiste reže male, kot vidite, ne. Da prav prišlo do semena, pa so potem še mogli dati na bind, mi pravimo bind ali pa vejavnik, ne. To je en taki del, da je potem prišlo, da je lahko potem gospodar zrnje dal na mlin, ne. Tukaj pri nas pri Sveti Ani še obstaja Rožmanov mlin, ko še dan danes tudi melje moko, ne. Kot vidite, tukaj so pa eni taki pripomočki, oziroma to je bilo za konje, hamot, mi pravimo tukaj, ne. Tu na tej kmetiji, Beričeva kmetija je bila, dedek je imel najdalj časa v celi Fari, v celi občini, takrat je bila krajevna skupnost, konje. Konje je imel in je on hodil, taka mala pravila so potem bila, še nekaj je delal, ne, z konje, in potem, ko pa je pred 30 leti je preminil in so tudi potem konji niso več bili tukaj. Vemo, sedaj so konji spet nekje, ampak bolj za športne te prireditve. Glejte, tukaj, tudi pri tej hiši ni bilo studenca, in so morali iti v grabo smo mi rekli, tam je bil čisti studenec, seveda vedra so bila malo večja in so po hribu gor vodo nosili tudi v hudih zimah, ne. Voda je morala biti v gospodinjstvu. Tukaj je klepač, ne, babica, sedaj gospodar seveda je moral imeti ostro koso, ne, tako da je potem vzel koso in je si sklepal, ne, da je lahko šel kositi. Ostra kosa, mrzla rosa, travca se kosi. Tukaj pa je tudi en pripomoček leseni, ko je po zimi bilo več časa, oziroma je tudi bila nuja, da je gospodar, če je bil kaki zlomljeni ročaj ali pa štija, mi pravimo, pri motiki ali pa pri lopati, da si je potem naredil skozi zimo tele vse ročaje, ne, da je lahko se potem lepo spomladi začelo delati. Temu mi pravimo jeza. Mogoče v drugih pokrajinah to malo imajo drugi izraz, ne. O jaslice borne, lesene, pa vendar ste srečne tako, saj čisto do vas se sklonilo, noco je dobrotno nebo. Zazibel vas kralje,
čutile, utripati Božje srce. Ste postelco mu ponudile, ki so jo odrekli ljudje. Marijino srečo ste zrle, njen dete zamaknjen obraz. Ko spavam, ko prvo je pela, ljubeči ste slišale glas. O jaslice borne, lesene, kako ste usmiljene ve. Človeka Boga ste sprejele, ko so ga izgnali ljudje. Človeka Boga ste sprejele, ko so ga izgnali ljudje. V našem otroštvu, oziroma kasneje tudi v mladosti, je bilo pričakovanje svetega večera nekaj veličastnega, sigurno drugače kot danes. Pričakovali smo polnočnico, ko smo šli za starejšimi v visokem snegu, so nam utirali pot naprej in mi za njimi. Še prej pa moram tudi povedati pričakovanje Božiča, ko smo pričakovali seveda te priprave, ne? Vemo, da takrat ni bilo fraj oziroma prosto v šoli, ampak kako smo se pripravljali tele okraske, ko smo delali, ne? Vse kasneje so že prihajali tiste, se spomnim, srebrni cukri, bomboni, zavite, ampak mi smo vzeli orehe in potem te zavijali v te srebrne, se že dalo dobiti, ne? In pa ko sva šla, vem, z očetom v tak visokem snegu do kolen po smrekico, takrat se je sicer tudi ne smelo sekati, ampak si je že oče prej ogledal, kam bova šla, ne. Moram pa reči tudi nekaj, da ni se tako izdelovalo oziroma pripravljalo jasli v tistem času v Slovenskih Goricah. Saj vemo, trgovine so bile prazne, ni bilo niti ponudbe takšne, tako da smo nekje, potem ko je že družina prihajala, smo izrezovali vse tiste podobice svetopisemske oziroma Jožefa, Marijo in dete, da smo potem postavili pod smrekico, da je bilo potem še bolj praznično. Božični sveti čas iz mojega otroštva se je močno vtisnil v mojo dušo. Posebej dan pred Božičem, takrat smo rekli sveti post. V kuhinji je dišalo, se kuhalo in pripravljalo razno meso, vse sorte je dišalo, ampak ne za ta dan, za naslednji božični dan, ker ta dan mesa nismo mi jedli. Moja mama je pa vedno v krušni peč izpekla gibanco za ta dan. To je bilo res eno tako posebno doživetje in mi je res srčno ostalo v spominu. Ja, moj božični čas, mislim, za moje rane mladosti je bil zelo lep. Skupaj smo naredili jaslice, okrasili dreveščka, kekse pekli, pol smo pa šli k polnočnici. Sedaj pa se mi je v mojem življenju ravno za božični dan mi je umrl moj mož. Ampak dete ti je prineslo upanje, Frančika. Tako je. Tudi za mene je bil božični čas veseli čas, ko smo šli skupaj s starši v gozd po smrekico, potem vsi otroci skupaj krasili smrekico in potem šli k polnočnici.
peš, menda, ne? Peš, ja. Drugače kot danes. Drugače kot danes, ja. Pa debeli sneg. Pa sneg je bil, pa danes ni, tako je. Moji mladosti daleč nazaj je bilo zelo veselo. Pričakovali smo z veseljem Božič, delali smo božička, postavljali jaslice, ob njej smo z babico pele božične pesmi. Dišalo, spravili smo se k peči, sedi cela družina, dišalo je iz krušne peči po kruhu. Takrat smo rekli klecnbrod, zdaj se reče sadni kruh. Takrat smo zmolili rožni venec, pa smo se po tem rožnem vencu oblekli, je bila je zima, ne tako danes, snega je bilo pol metra, mraz, pa smo se odpravili k polnočnici. Brez, da je kdo jamro, kaj da ga zebe, da ne bi šlo. Danes pa je bolj tako. Ja. Drugače. Zame pa je božični večer zelo dragocen čas, najlepši čas v celem letu. In moja družina zbrana ob jaslicah je zame najlepše darilo. Prav takrat najbolj občutim čudoviti zakon narave, da reči, po katerih človek tako zelo hrepeni, ljubezen, srečo in notranji mir, pridobimo le tako, da ga podarimo tistim, ki jih imamo najraje. Zato si želim, da naj bo Božič v naših domovih drugačen. Naj ne bo le odraz zunanjega blišča, ampak naj se nas dotakne globlje z zavedanjem, da se je Jezus rodil prav za vsakega od nas z namenom odrešenja. Jo, časi pa danes, to pa se ne da primerjati, gledajte, to je zdaj že 50-60 let nazaj in danes imamo tale veseli december. Smisel je bil čisto nekaj drugačnega, v verskem pomenu, vse, vem, to je bila tudi pri verouku, so nas kateheti vzgajali v tem duhu, bila je ta spoved in pa tako da je nekako, da si bil pripravljen duhovno na ta sveti večer, ne. Kljub temu, da vemo, marsikaj ni bilo dovoljeno, ni se smelo slišati o Božiču, ne. Jaz kot pač ta generacija, potem malo kasneje sem primerjal, dan danes pa je čisto drugače, tako da upam, da se bo hranilo in tudi nam nekje naša generacija dolžnost tega, da je tudi dediščina veze preteklostjo v duhovnem pomenu in pa v etničnem pomenu. Danes je drugače, naglica nas vse na brzini. Mladi ne grejo več tako. Ampak je pa to pri meni nekako zelo pozitivno, se mi zdi, da midva z možem pa še vedno hodiva po nočnici peš. Vsako leto rečeva, letos še lahko greva, drugo leto ne veva, kaj bo. Mi pa ne moremo več. Skoraj 1 uro hoda. Mi se organiziramo, ponavadi ščavnica, ledinek, pa grejo z baklami in se tudi pridruživa, če gre, če ni le prehladno, drugače pa mladina pa hodi. Ko je bilo toliko snega, da smo bakle kar tam pri cerkvi, notri v sneg. Pa, ja, tam notri. Potem zamenjaš skopire. Ja. Drugače pa letos bo bolj malo potice, orehi so črni, kot vidimo, oziroma jih je zelo malo. Pa bo toliko slajša, ne? Ja, bomo se potrudile, ja. Bomo pecivo samo Pecivo spekle. Pa potica bo. Bo potica, ampak bomo prej... kruh bomo pekli, že imam pripravljeno. Dosti orehov bomo mogli probati, da bomo videli potem, kateri so dobri, da bo za potica. A dosti nimam, kaj če bi zdaj kaj malo v žep dala? Je pa še en blišč današnjega časa Božiča, za mene pravzaprav svete noči. K polnočnici greva peš, kot sem prej omenila, ne. Po nočni maši pa greva do hčerke, ki ne živi daleč od cerkve.
na potico in čaj, potem nas pa odpeljajo domov. Ja. A te pa si Vsako zdaj malo leto. spet regala, ker Vsako leto domov to ne delamo, greš peš. domov pa ne več. Domov pa ne več. Zanimivo. Ja. Češ. Kak je to? Želimo si lahko samo, da bi bil vsaj sneg za Božič, da bi vsaj nekaj bilo tako, je bilo včasih, ne, če že tistih odnosov ni. Da se vidi, da je Božič. Ja. Vsem vam, gledalcem televizije Exodus, želimo iz naše kmetije pri Fridi blagoslovljene božične praznike, vse polno blagoslova in uspehov v novem letu 2026. Angelček, varuh moj, varuj me ti nocoj, varuj me ti nocoj, angelček moj, varuj me ti nocoj, angelček moj. Bog pa je stvarnik moj, stvaril me je na svet. Bog pa mi daj še to noč preživet. Bog pa mi daj še to noč preživet. Srce je žalostno, močno je ranjeno, močno je ranjeno moje srce. Močno je ranjeno moje srce. Ti boš ob meni